Berače srečujemo vsak dan na ulicah, pred trgovinami v središču mesta. Pogosto jih vidimo, redko pa zares opazimo. Za mnogimi so težke življenjske preizkušnje, revščina, bolezen, izguba doma, razpad družine, odvisnost. Pa ste vsak dan na cesti? Ja. Ja? Ljudje gredo mimo, preprosto. Si mislijo, tam ne več. Toda vsaka zgodba ni enaka. Nekatere k beračenju silijo drugi z grožnjami, nadzorom ali izkoriščanjem. Prisilno beračenje je ena najbolj nevidnih oblik trgovine z ljudmi. Nima, ja Boga nima, mama. Kot pa prihajate, gospod? Mađarusa. Madžarska? Kaj se dogaja na ljubljanskih ulicah? Kdo so ljudje, ki dan za dnem stojijo na istem mestu in prosijo za denar? So res sami ali pa za njimi stoji nekdo drug? Več dni sva snemalcem opazovala dogajanje v centru in na obrobju mesta. Berače, ki se izmenjujejo, prosijo za denar. Sedijo tam, kjer se pričakovano zbere največ ljudi, pred trgovinami in v bližini znanih turističnih točk. Skoraj vsi hodijo s palico. Operale, accident. Treba 30 evrov kupiš tam. Da imam probleme v srcu. So med seboj povezani, so njihove usode podobne. Medtem ko življenje za večino teče prehitro, so drugi minute predolge. Na Čopovi ulici sedi moški. Živja? Bravo. Slovenec, ki je do pred kratkim živel v Nemčiji, od tam so ga deportirali. Vašo trombozo imam, nastavite, razite, ta noga debeline pa ta. Kje pa živite? Da si pa na ulici. Nekaj 10 metrov stran berači še starejši gospod. Kako ste? Tako, malo bolj slabo, ko nimam denarja. Kako ste pa na ulici pristali? Ja, nisem imel pravega očeta, se že sem v licenci izvezil za zavetišču. Aha, v zavetišču. Ja, Pa imate kje spati? imam gospa. Beračenje pojasnjujejo na policiji v porastu. Je pa dovoljeno, če oseba samo sedi ali ima denimo iztegnjeno roko. Globa za beračenje je 200 evrov za posameznika, vkolikor berači na vsiljiv ali žaljiv način, se pravi, da od mimoidočih zahteva na nek vsiljiv način denar oziroma kakšne materialne dobrine. Policija pa lahko ukrepa le po prijavi. Leta 2020 so tako zaznali 192 primerov vsiljivega beračenja. Potem je v času covida sledil padec, saj so bile ulice prazne. Leta 2023 so obravnavali dobrih 400 primerov, lani pa 244. Uspete kaj zbrati za jest? Za jaz zberem, ja. To zberem, gospa. Pa zberete kaj, ko čez dan? Slado, 5-6 evrov. Celo 3-4 uri, dobrega mimo. Pa cele skupine, pa vsi vodiči jim rečejo, da naj ne deva denarja. Brezdomstvo je najnižja točka revščine, v kateri se lahko znajdeš. Društvo Kralji ulice brezdomnim poskuša urediti življenjski status, poskrbeti, da s prodajanjem časopisa zaslužijo kak dodaten evro. Nimajo urejenih nobenih socialnih transferjev, nimajo nobenih statusov, osebne izkaznice, zdravstvenega zavarovanja in tako naprej. In te osebe v bistvu edini nek lahko je vir ali pa prihodek, vir denarja je lahko beračenje. Že samo ponujanje časopisa na ulici je zelo stigmatizirano, a ne? So deležni ali ignorance ali celo kakšnih zmerljivk. Kako se odzovejo mimoidoči, se jih dotaknejo usode šibkejših? Ali dajete denar beračem? Dam včasih, pa ne zmeraj. Če je brez nog, pa star, ti smo dam mladem, pa ne. Občasno me pa še toliko okoli prinesli, da me je sram. And some people, yeah, they told me that not everyone is a real beggar, so that it's just fake. Ta gospod najprej pasivno sede, ponuja čepico, nato se sprehodi po mestnem središču. Od mimoidočega do mimoidočega. In ko mu kdo prispeva denar, ga nemudoma takole pospravi v žep jakne. Komu pristopimo, se pogovarja po telefonu. Bivna bolnica i kolega i mi dajo dinari, ker nemam, treba 50 evrov piva, ker nemam varovana. I on reci kolega, ker nema samo vadice. Kaj potrebujete za bolnico? Da, pa
i kćeri bila ima problema na crkva. Hči, Ja. I treba platiš 50 evrov na tableti. za tablete rabite. Odkot pa Nema ste, tu. gospod? Ja? Ja, Polonije, Varšavo. iz Poljske ste. Da. Kje pa spite? Kje pa spite? Tukaj je Ljubljana. Den gospa mi daje jedan soba mali i kućina Aha. na 150 evrov na mesec. Pa ste že dolgo v Sloveniji? Ste Ima že dolgo? jedan mesec ima tu. En mesec. Da. Približno 100 metrov stran denar aktivno zbira starejša gospa. Ne govorim jo pri pravoslavni cerkvi. Pred sabo ima odprt inzulinski set. Živijo, gospa, dober dan. Dobar dan, mama. Kaj ste bolni? Ja, in imam zakupi inzuline nula. Inzulin? Ja, ima kosten skupo, mama. Ne mi da gratis in ima assicurazione. Zavarovanja nimate zdravstvenega? Ja, nima. Zgodba pa podobna prejšnji. Ima male tablete, imam probleme anche iz srce, aparate. 2 operacije glave. Imam probleme. Odkot pa prihajate? Iz kere države ste? Mađarske, Romunije, Poljske, odkot ste? Ja, mama, Romuniji. Iz Romunije ste? Ništa. Ampak kje pa spite, gospa? Kje spite? Kje živite? Ama, tukaj, v Ljubljani. Naslednji dan pa sta oba, tako gospod z Poljske kot gospa iz Romunije, vsak na svojem koncu. Po nekaj urah pa se srečata. Poljak zavije še v restavracije in bare. Na kar ga ustavijo policisti, a že po nekaj minutah se vmeša mimoidoči, beraču vrnejo dokumente in začnejo obravnavati moškega v rumeni majici. Naključje, ustaljena rutina ali del sistema, ki ga mimoidoči ne opazimo, so takšni vzorci lahko znak organiziranega beračenja ali gre zgolj za naključje in posamezne zgodbe ljudi v stiski. Prisilno beračenje je ena od oblik trgovanja z ljudmi, gre pa ponavadi za posameznika ali skupino oseb, ki jih nekdo na določeno mesto pripelje, jih lahko iz razdalje nadzoruje, opazuje in jim potem pobere večino zaslužka. Žrtve praviloma prihajajo iz ranljivega okolja, iz revščine. Mnogi že imajo izkušnjo nasilja, težave v duševnem zdravju, pojasnjuje Manca Ravšel, podpredsednica društva Ključ, Centra za boj proti trgovanju z ljudmi. V zadnjih 2 letih je policija obravnavala 2 primera prisilnega beračenja, a sogovorniki opozarjajo, uradne številke kažejo predvsem tiste primere, ki jih uspejo odkriti. Veliko več jih lahko ostane skritih pred očmi javnosti in institucij. Takšna ravnanja je zelo težko ugotoviti oziroma preiskovati. Vse storilci delujejo zelo prikrito, žrtve pa pogosto ne sodelujejo zaradi strahu ali same odvisnosti od storilcev. Da ti primeri niso redki, pripovedujeta Ula in Gregor. Na ljubljanskih ulicah prodajata časopis Kralji ulice in od blizu opazujeta dogajanje. To je skupina, so Romuni, so Bolgari, delajo za šefa, delajo, ker so pripeljani. Pripelje jih s kombijem in vsakega odloži na vsaki lokaciji, kjer hoče. Poberejo mi z denar, ampak oni tako spravijo denar tako že stran. Jakob je nekdanji brezdomec. Zdaj v okviru društva pomaga tistim, ki so se znašli na ulici. Ves čas na terenu, pozna vsako zgodbo, vsak obraz. Gospa starejša fehta, nek mlajši fant, ki se pa vozi z avtom naokoli, pa pač vsakih par ur pride pobrati ves denar, ki ga ona nafehta. In zdaj še celo grozi, da če ne bo zadost nafehtala denarja, da bo pač od zunaj spala, kar je bilo zelo velik problem po zimi. Hana Košan iz Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice opozarja, da so zaznali primere, ko so stare izvode časopisov občasno izkoriščali za prisilno beračenje. Ko so osebam, ki so dan za dnem preživljali na ulici, želeli pomagati, so pomoč, kot pravi, vedno odklonile.
so tiho. Veliko krat, ko smo mi z osebami želeli o tem govoriti, so rekli, da mogoče ne razumejo pogovora ali so v bistvu preusmerili neko pogovor ali pa so rekli, da v bistvu niti ne potrebujejo več te storitve. Tako da se je neko sodelovanje z njimi veliko krat prekinilo, ne? Nazaj na ulico tega gospoda na Berglah z vidno deformacijo in tresočimi se nogami smo opazovali nekaj časa. Že samo stanje na mestu je zanj izziv, hoja pa mu, kot je videti, povzroča dodaten napor. Na istem mestu se izmenjujeta z moškim, ki je dejal, da je s Poljske, nikoli ne beračita istočasno. Tudi njegova kapa je vedno prazna, denar, ki ga zbere, takoj pospravi v žep. Srečamo ga znova nekaj dni kasneje. Zelo težko se premika, nekaj časa stoji. Nato se precej lahkotno usede. Čez 3 ure odneha. Sloneč na palico se počasi odpravi proti Stari Ljubljani. Bolj ko se odmika od centra mesta in gneče, lažje hodi. Z avtomobilom hitro prešteje zbran denar in se odpravi v trgovino. Na izhodu ni ne duha ne sluha o hibi, ki jo je še pred 5 minutami imel. Noge niso več tresoče in deformirane, korak je samozavesten. Prižge cigaret in počaka na zeleno luč. Da se delajo, da so invalidi, ampak v resnici največkrat sploh niso. Še enkrat najprej posnetki iz centra Ljubljane, potem 500 metrov stran v okolju z manj mimoidočih in manj opazovalcev. Trgovina z ljudmi je, kažejo podatki Evropske komisije, zadnja leta v porastu. V letih 2021 in 2022 je bilo v Evropski uniji dobrih 17.000 registriranih žrtev, kar je 1/5 več kot 2 leti prej. Skoraj polovica žrtev je spolno izkoriščenih, več kot 1/3 delovno in vsako 7. žrtev izkoriščajo na drugačne načine, med drugim za prisilno beračenje in izvrševanje kaznivih dejanj. Najpogostejše žrtve so mladoletniki, otroci, socialno šibki nasploh, ki jih izkoriščajo na tak način, da jih je strah pred storilci. Večinoma so to ženske in dekleta, prihajajo pa tako iz držav Evropske unije kot iz tretjih držav, pri nas največkrat iz Romunije in Bolgarije. Skupina, ki je bolj ranljiva, so zagotovo mladoletniki brez spremstva, ki našo državo večinoma prečkajo in se jim to zagotovo veliko njim zgodi v Italiji, Španiji in drugih evropskih državah. Večina evropskih držav beračenja ne prepoveduje v celoti, pogosteje prepovedujejo agresivno beračenje ali beračenje z otroki. Evropske institucije namreč opozarjajo, da je treba razlikovati med revščino in izkoriščanjem. Največ pomagam, če so kakšne ženske, tako z otroci, če jih vidim, narkoman, a je res berač. Ne, kralji ulice. Kraljem ulice date? Dam, vedno. Struktura brezdomnih, ki beračijo, se je tudi pri nas, pojasnjuje ljubljanski župan Zoran Janković, spremenila. Zdaj, povoženih, brezdomcev beračev, pa vedno več so profesionalni berači. V Ljubljani so problematične, kot pravi, 3 do 4 lokacije, na katerih bodo že letos ukrepali. Jih ne berejo zvečer, in pripeljejo zjutraj, potem odpeljejo vsaj po teh, kar dobivam poročilo. In bomo postavili s soglasjem, tako policija tudi tehnične ovire, se pravi kamere in podobno. Z novim zavetiščem za brezdomne osebe na Poljanski cesti, ki ga bo občina odprla avgusta, naj bi pomagali vsem, ki so pomoči zares potrebni. Za sume kaznivih dejanj, z opazovanjem in preventivnimi ukrepi skrbi policija. Stran od centra, pred eno od trgovin. Dober dan! Gospod, ki tako pravi, prihaja z Madžarske, občasno za še kak dodaten evrov zloži nakupovalne vozičke. Njegova zgodba je močno podobna prejšnjim. Kje spite? Ulici. Na ulici. Ulici. Kaj pa imate to? Uperale, accident. Aha, vaše? Accident. Pa ste v Sloveniji skozi zdaj? Ne. V istem delu mesta pred drugo trgovino prosi mlajša gospa. Pred tretjo srečamo še eno, ki ne razume niti besede. Govorite slovensko? Ne. Odkot pa ste? Romanija. Iz Romunije ste.
Zdi se, kot da se med seboj dobro poznajo. Najprej ujamemo dekle, ki po urah sedenja pred trgovino hiti na srečanje. Izkaže se z Madžarom. Nek drug dan vidimo še Romunko z nam neznano osebo. Preden se zmrači, pa gredo vsi v isto smer. Proti tem zapuščenem vlaku, v katerem, kot kaže, spijo. Evo, malo pomagam, velja? Koliko imaš? Bog ti dajo zdrovi. Hvala, A enako. nemaš 5 evrov, te se pomagaš, treba iti. Ima drugi kolega, on mi reci, ki mi dajo 20 evrov. Jeste treba 30 evrov kupiš tam. Se opravičujem, pač dam kolikor lahko. Dobro, koliko imaš? Dobro. Hvala. Toda gre za začaran krog. Ko je zaslužek dovolj velik, se pa vsi premaknejo, bodi si drugo mesto, bodi si drugo državo. Kako torej ločiti berača od berača, brezdomca, narkomana, invalida, prevaranta? Na ljubljanskih ulicah jih je vsak dan vsaj 10 do 20. Eni denar zbirajo zase, spijo v zavetiščih, drugi so med seboj močno povezani, se obiskujejo velikokrat, da bi vzbudili sočutje, igrajo invalidnost, bolezen. Eden od indikatorjev bi bil lahko ta, da ne govorijo slovenskega jezika, da ne vzpostavljajo očesnega stika, lahko imajo napisano tablo, seveda to ni zdaj ključni dejavnik, a ne in pravilo. Tudi v primeru, da jih ugovorite, verjetno ne bodo izbrali pomoči, zato ker njihova naloga tam je, da zberejo denar, ki ga potem izročijo naprej. So velikokrat ustrahovani, trpinčeni, z nadrejenimi v suženskem odnosu. Ta primež, ko pridejo ljudje in jim pobere dokumente in v bistvu uporabljajo njihove dohodke, je v bistvu zelo trdovraten. Denar, ki ga v dobri veri prispevate, Izvolite. Hvala, mama. Bog daj zdravo na familijo, Bog pomože, mama. ne bo nujno pomagal preživeti revnemu. Ob vsakem sumu na prisilno beračenje zato obvestite policijo. Pogosto gre za ljudi, ki si te poti niso izbrali sami.